In rast je, v bistvu rast dogodka se odraža tudi v korelaciji z mednarodnimi gosti. Omenila si, da je bil eden od Tolkienistov na panelu s prevajalci. Potem imeli ste tudi goste v žiriji za cosplayerje, ne? Lahko mogoče opišeš ta proces pridobivanja gostov iz tujine, kako to izgleda, kakšne so mogoče težave, ki nastanejo? Ja, mi smo dejansko prvega gosta gostili že leta, torej na 4. NMN-ju, ki je bil še v Poligonu. Takrat je prišel takrat znan kot Eye of Sauron, zdaj Danny McFly, avstrijski cosplayer, ki je tudi eno leto kasneje dejansko zmagal na Vienna Comic Con za svojim Batman suitom. Če ga niste pogledali, googlite. On je organizator Hanamikona tudi, ne? Tako je, in Linikona, ja. Z Danielom smo zdaj tudi kar dobri frendi že par let. Kako smo pa do njega prišli, njega in pol naslednjih par, z Uršo, mi da res veliko hodila po različnih Comic-Conih, torej na Vienna, po mojem, če vse skupaj prešteva, če naj obe dveh spremljam, nismo zamotili niti enega. Tako da ja, jaz sem bila na ta prvih, ona je polumestna parka, ko mene ni, ali pa smo bili skupaj, no. Pol smo Mundokon, torej sem že prej omenila. Kakšna je pa v bistvu želja, da hodiš po teh dogodkih? Želiš spoznati nek know-how, kako organizirati določene aspekte konvencije, ali pač preprosto hodiš kot obiskovalec, pa želiš samo uživati v dogajanju? Exactly, ker ne rabiš biti organizatora, ne? V primarni verziji to, ne morem pa iz svoje kože, da ne bi preverjala. Seveda. Tako da lahko rečem, da imamo definitivno boljše organiziran cosplay show, kot v Vienna Comic Con. To si kar upam reči. Kar je, mislim, imaš prednosti in slabosti enih takih res masovnih organizacij, kot je Vienna Comic Con, kjer pač lahko seveda privabiš ful dobro zveneča imena, ne? Mi smo lani poslušali Rolota iz Vikingov, koliko je pa on car. Res, ne samo za pogledati, tudi za poslušati. In tako pač, ja, oni imajo to prednost, ne, medtem ko manjka jim pa včasih ta žar v zadnji, domišljija v resnici, ker to organizirajo ljudje v pisarni, zato ker morajo organizirati dogodek. Sami po sebi pa niso fani in to se čuti. In pol, ko greš ti rečemo na Mundokon, ki je pač anime-inspired Comic-Con v Budimpešti, tam so pa dejansko je pa spet community in išajo te, imajo njih me je bilo ful dobro, ko so imeli te plesne džeme K-popa, ne, in se pač to res masa, 1000 ljudi, veš, ko pleše tam, ko si, wow, pa res nisem toliko fan, ampak tam bi plesala. The energy! Ja, ker je energija huda. Pa se ti to zdi tako inevitable za te večje organizacije, da se prej ali slej pač organizacija nekako udali od tega fandoma? Ne, mislim, dejansko sem pred namenom poslušala ene par blogov na YouTubeu o britanski sceni, ker tam so imeli MCM Comic Con, ki je imel v 5-6 mestih, mislim, da je bil v Londonu, Birminghamu, zdaj so se precej razširali. Ne, mislim, se zmanjšali, vse glih to je bila fora. Ko sem poslušala tam, oni so imeli, mislim, na 6 ali 7 lokacij, v vseh teh malo večjih mestih, in ko je pred parimi leti Ritpop, ki je pa korporacija, ki je pravzaprav štartala iz New York Comic Cona in je pri nam tle v srednji Evropi začela Vienna Comic Con, so rečemo odkupili pravice MCM Comic Cona, ki je pa v parih letih pokenslal kar ene par teh manjših dogodkov, zato da so prihranili denar, da lahko pripeljejo sicer na tistih par, ki jih je še ostalo, oziroma mislim, da so zdaj samo 2. Ja, mislim, da je zdaj samo London pa Birmingham. Ja, da ni več pa Edinburgh, Glasgow, ti so pa malo pokenslali. Na Škotskem pa nimajo več fani možnost, da hodijo na... Kar zna biti, da se bo neki noga kreiran, v resnici, ker pol pa fandom nazaj udarja, ker pač lej. Mislim, fandom ne izgine, dogodek izgine, fandom ostane. Na Škotskem imaš zdi veliko fanov Birdie Winga. Ja, ampak še zmeri pa gremo na ene take evente, kot je MCM Comic Con ali pa Vienna Comic Con, ker hočemo tudi ta velika zveneča imena videti, slišati, hočemo videti mogoče kak merchandise, ki ga pri nam ne bomo dobili, tako da
imajo pluse pa minuse take dogodki. In hkrati imajo mali dogodki, pluse pa minuse. Ne boš mogoče legic dobo na teh velikih, ker se Lego tu ne splača hoditi na manjše dogodke. Če me še eno vpraša, kdaj bo imela Lego Store, vi jih vprašate, meni se ne da več. In ko hodiš na te večje evente, mogoče prosiš za kakšno akreditacijo, jaz sem tudi organizator, ki organizira pač precej velik event, mogoče lahko dobiš tako kakšen in s temi gosti in, Pravzaprav sem bila ambasador Vienna Comic-Cona 3 leta, ker sem imel prvi program, so nas poklicali, vprašali, kdo bi dejansko pri nam to vodil, pa sem bila jaz, prosim. Proactive. Ker je bilo full over, ker sem dobila VIP sedeže in vse skupaj, nisem dobila zastonj srečanj z gosti, to so vseeno. So hoteli zaslužiti na tem delu, pa ni panike. Če prije še kdo iz Lord of the Rings, bom tam in bom plačala. Zberam jih. Tako da je bilo full over. So pa pol, ko so toliko zrasli, so pa videli, da ne rabi več tega. Da ne rabi delati posebej promocije s community v posameznih državah, zaradi tega, ker so dovolj veliki. Pa community že sam nekako deli besedo znotraj skupnosti. Self-sufficient postanejo. Ja.